nami je javnem postopek, s katerim ste že seznanjeni, ukinitev javnega dobra na 9 parcelah. Podrobnosti za posameznost so pisane v gradivu. Če predstavljam, lahko povem, da do ukinitve javnega dobra pride bodisi na predlog posameznika, fizične osebe ali na predlog pravne osebe ali investitorja ali občine same pri ugotavljanju dejanskega stanja javnega dobra, ker ugotovimo bodisi, da je ta v naravi fizične osebe, tukaj gre za volišča, ki so označena kot javna dobra, ali v bistvu ugotovimo, da dejansko lahko pride do zamenjave pri urejanju cest, oziroma je potrebno neko javno dobro za investicijo in to javno dobro v naravi ne služi kot javno dobro. Se pravi, osnovni pogoj je, da dejansko javno dobro, ki je razglašeno za javno dobro v naravi, ne služi več temu namenu, ampak je dejanski namen v naravi nekaj drugega. Potem smo se že pred časom, se občinski svet že kar nekaj mandatov nazaj zavezal, da vedno podamo pobudo občinskemu svetu, da pristopi k ukinitvi javnega dobra, pridobi predhodno tudi stališče krajevne skupnosti in da je to stališče krajevne skupnosti, ki mora soglašati s tem, obvezna priloga. Tako imate tudi tukaj priloženo za vsa javna dobra stališče pristojne krajevne skupnosti. Iz delovnih teles sem dobila informacijo, da je bilo postavljeno vprašanje, zakaj in na kak način pristopamo k razglasitvam oziroma k ukinitvam javnega dobra. Dejansko, tako kot sem povedala, na pobudo, dejansko pa ni vedno samodejno, da bodo ukinitve zares prišlo, ker je potrebno do pobude preveriti okoliščine, ali so te okoliščine izpolnjene in lahko zares potem tudi to javno dobro ukinemo. Vse pa, kot rečeno, nekatere zadeve ne predamo niti krajevni skupnosti v soglasju, zato ker že sami prej ugotovimo, da zaradi varovalnih poslov, zaradi rabe ne moremo do takšnega predloga kot strokovna služba naprej sploh podati. Tako da mogoče naprej odgovor na kakšno vprašanje oziroma na vprašanje, ki smo jih zaznali na delovnih telesih. Tako da predlagamo občinskemu svetu, da na podane predloge, se pravi, ukinitve javnega dobra, sprejme sklep, da se na posameznih parcelah dejansko javno dobro tudi ukine. Hvala, gremo na razpravo. Odgovori so ta pozitivno mnenje. Želijo razpravljati? Ne, potem je dal na glasovanje, sprejme se sklep, ukiniti statusa javnega dobra na najprej s temi številka, ki so navedene v gradivu. Vsotnost. Informacijo. Prihajamo na 12. točko dnevnega reda, to je pobuda vprašanje. Ali želi kdo sveti podati pobudo ali vprašanje na sami seji? Še kdo? Dobro, Andreja, Jaz ne vem, če sem prav razumela lahko vprašanja na to temo, ko je bila zdaj ali nasploh. Ja, nasploh. Ja, ko bi pa imela eno vprašanje. Glede razsvetljave v cerkvah, bila je, te kabli so bi potekli že 2 leti nazaj, so to že 19 leta. In zdaj ljudi oni čez trdive, to se bo vse uničilo, kandelabre ste pa ne postavili. To je odsek, ko gre proti gazicam. Sedaj kar naprej tam hodi. Ljudje pa tiskajo na mene na tem.
Občina je znači dala, je samo tiste luči je treba postaviti, pa še tega, zakaj tega že deli, kaj se postavili, ne pride. Lahko prijete da pogledati, to je res izgleda. Tabla v Cvrklah bi bo treba predstaviti čisto na konci proti Gazicam, da zdaj stoji tukaj na križišču, na konci Crkve. Jaz mislim, da bo to smiselno res. Pri sami tabli imamo povedati, da je to državna cesta, in je treba seveda, kar se tabli tiče, se pogovoriti z direkcijo. Dejstvo pa je, da ponavadi table niso na začetku vasi, ampak so table zadnje čase tudi kot prometni znak in nastavljajo pred samim križiščem, tako da bomo preverili z direkcijo. Kaj so to prejeli skupnosti pač? Ne, se je vredo, bomo preverili in bomo dali pisani odgovor. Da je še davak. Hvala, jaz sem dal dve stvari že na spletni strani. Tukaj bi popravil zapane, da ne moramo dajati karkoli, ampak samo v času od razpisa oziroma delane seje do pikricejo. To bi tudi predlagal, da se spremeni, ker če ne imaš nekaj zapisati, pa smo že gledali pozavno. Pa zdaj bi pa sam še eno stvar moja priljubljeno temo, jumbo plakati, izvrševanje v občini. Večkrat sem že o tem govoril in predlagal, da se sračnih mestov uredi. Veliko dobo govor, ja, to je težko, če na to ne more. No, pa imate zdaj ena občanka, ki gre te stvari tukaj živci vsaj od me, upozorila, da se pa tam od srednje ekonomske, oziroma kako se reče, strokovnega izobraževalnega centra proti semaforju, da so trije jumboti na občinski zemlji. To me zanima prvič, to res se začel pregledati, so tam, ali so na občinski zemlji, mislim, da so, kako sem naspredel razpisati, pa me zanima, čigali se te jumbo kanoje, oziroma kdo jih drži in koliko iz tega iztrži občine. Vprašaj vsake nekaj. Ne, da lahko preskočite. Mislim, da bo prav. Dobro. Stefan je Cegdan. Spoštovani člani in člani občinskega sveta, obračam se na vas glede na naše kraljane v lokaciji cesta Globoko-Pojsko je v zelo slabem stanju. Že v 2 mandatih je izpadla iz proračuna. Ko se je pred mesecem gradil nov vod, je prišel do velikih poškodb na cestišču v vasi Vojsko. Po informacijah, ki sem jih prijela, naj bi se sanacijo namenjene ceste financirala z evropskih sredstev. Prosim vas, da mi potrdite, ali so to informacije točne in kdaj se bo pričelo začetek sanacije. Poleg tega bi rada izpostavila, da je poškodovani tudi drugi del ceste, ki ni bil prvotno načrtovan za sanacijo. Zaradi varnosti in udobja vseh prebivalcev vas prosim, da ta dve ceste vključite v načrt sanacije. Poleg tega si želim dotakniti še ene pomembne zadeve. Ceste Svetega Vida na Bezelskem je v zelo slabem stanju, kar otežuje dostop do turistične dobro znane destinacije turističnih litije Keltis na Vrhovnica. Obiskovalci te priljubljene turistične točke se pritožujejo, da je cesta, po kateri prihajajo, skoraj neprehodna. Zaradi turističnega obmena te destinacije bi bilo smiselno dati prednost tudi sanaciji te ceste. Zavedamo se, da se pripravlja nov proračun za naslednje obdobje. Zato poudarjam, da je nujno, da se te zadeve obravnavajo prednostno. Vlaganje na naši cesti ne bojo koristile zdajšnjem prebivalstvu, temveč bo okrepilo tudi gospodarstvo in turizem v naši občini. Proračuna, zdaj, kar se tiče ceste Vojsko, je v evropskem projektu samo praktično popravilo, ne pa razlastitev cele ceste. Ampak dalje pa ne smijo, mogoče gre Mateja Gregojev začeli pripravljati cesto Vojsko, kaj hidravliti. Zdaj popravljajo, da to je samo po hidravlične izvršave. Naj bi bilo v tej še leti stanjati. Ja, zdaj v tem meseci se popravljati se. Postavljamo bomo pa pismo. Pa tudi glas? Ja, glas. Pa tudi glas, ki so ga naredili, posodili? Glas je bila Isto je ljudi. Bomo pogledali še na ta glas.
Mogoče je vzela vaš sliko. Ja, bi komentirala mogoče to pravno, da je nekaj sredstvo, bi se tole želela, da se temeljito uredilo, ne samo njih. Hvala. Močna povedančna. Zastavila bi vprašanje v zvezi z višino prijavljenih intervencijskih sredstev nastalih od izvajanja nalog zaščite, reševanja in pomoči v avgustovskih poplavah. Zanima nas namreč, zakaj občina Brežice ni prijavila višjih intervencijskih stroškov. Skupaj so namreč vse občine v Sloveniji prijavile in že dobile 94,900 milijonov. Občina Brežice je posredovala zahtevek v višini 11.000, občina Krško v višini 75.000 in občina Sevnica v višini 30.000. Verjetno ni odveč popomniti in spomniti, kako obsežno so bile poplave v naši občini in kako v sosednjih, kjer so že dokončane hidroelektrarne na spodnji Savi zagotovile boljšo protipoplavno zaščito za tamkajšnje kraje in kako so bile poplavljene zadeve v brežiški občini in kako pri njih. Občine so lahko uveljavile samo upravičene intervencijske stroške povezane z intervencijskimi ukrepi. Zanima nas torej, zakaj so bili stroški intervencije uvredovani tako nizko in ali so bili terjani in zakaj niso bili tudi stroški začasnih nastanitev za goste, ki so bili evakuirani iz Terme Čatež v športni dvorani v Brežicah. Hvala. Zdaj moram samo nekaj povedati. 11.000 je bilo za naurje v toči prijavljeno, dejstvo pa je, seveda, imamo veliko imamo toči, ko so bili v toči. Kar se tiče pa še poplav, je pa še nakladnica, gleda, bomo gledati smo. Hvala. Boštjan Gregorič. Hvala za besedo, dve stvari imamo na hitro. Zanima me, kakšen je status tega projekta razgledne ploščadi v Šentvilu, kot vem, oziroma me ljudje obvestijo že nekaj časa, da stojijo. Druga stvar je pa projekt Rune. Sicer pa bi optično mrežo dobili tudi določene malo bolj odročne vsi, o tem smo veliko govorili, ampak ta stvar, koliko je meni znala, je zamrla. In ali se tudi podpodbudeva te projekte. Hvala. Ja, zdaj, kar se Šentvila tiče, so naši sporočili, moramo delati stopata, nekaj projekt ne stoji, je pa ekologija, to je tudi sporočili, da so napisano. Zdaj, kar se tiče statnega Runa, pa mislim, da se ima domačni, Poziramo pač Mateja več tega. V smislu boljših let je subvencijske sredstva PGO. Tule, posnjamo. Ja, Rune so pripravljali. Ne, mikrofon. Lahko je sam vprašal, zakaj ste se prečugat prijavili? Niste samo prijavili? Ne, ste se prijavili. Zvino je. Ja sam prijavil, se ga gleda skino. Dobro, bomo neko spet vseeno, prav ne vidim, kje se mi prijavili. Ja, prosim, gre. V razpisu boljših let je kandidiral Rune in Dokovos, da je glasoval v Modrežitvi in zračne naše področje. Tako da se je znam tudi Rune omaknil. Je pa poznajo, da je izboval preko zakrajani, da bi bilo situacije in naprej. Mislim, da bo Rune počekuje na podlogu, da bi tudi naše področje. Dobro, hvala, kako je. Lepo pozdravljeni. Jaz bi še enkrat ponovno želela upozoriti na migrantsko problematiko v krajevni skupnosti Bobova. Torej, kot ste že vsi dobro seznanjeni, je največji del nezakonitih prehodov ravno v Posavju in sicer v kraji Bobova, Rižovce in v Obličje. Tako da so se preživalci oziroma domačini v zadnjih mesecih, zlasti poletnih mesecih, obračali na različne predstavnike občine, kajti razmere so postale nevzdržne. To pomeni, da domačini se nismo več upali oziroma sprehajati po poljih, tudi po samem, rekla središču Bobove. Starši so se dali za svoje otroke, niso jih puščali na igriščih, tudi
potem obrnili na samega župana, ki se je prijazno odzval in verjetno se povabil predstavnike, torej samega ministra za notranje zadeve in pa tudi generalnega direktorja policije. Sprejeli so nekaj odličnih ukrepov, ki se poznajo pri sami varnosti in sicer je povečan nadzor policistov, potem mobilna policijska postaja deluje, konjenica in pa tudi helikopterski nadzor. Sedaj, ko sem preverila stanje na terenu in so me na načini, bom rekla, zopet kontaktirali, so pohvalili delo policije, vendar pa vseeno dajo pobudo, da vsi te nadzori, ki se sedaj izvajajo, ostanejo v takšni meri in še posebej pozivajo, izpostavljajo, da bi se migrante zbralo tim obmeni, da bi potem usmerili na neko zbirno mesto in da se več ne bi sprehajali po vasih. In pa še zadnja stvar, panelne ograje, nekaj je bilo tudi govora, da bi se odstranile, da resno prošajo, pozivajo, da panelne ograje ostanejo, kajti to jim res predstavlja neko fizično oviro in večjo varnost. Hvala. Jaz spet panelne ograje, cel cirkus v parlamenti, moja reči, so skar ministra odstavili, ker je iznjava, da je na konci govorimo sa kot strano. Upam, da bo se držal tega, kar je povedal, da je ne bojo vsaj par let odstranjeni, in je pa res, da bi rad želimo še popravljeni na par mislim, res upam, da bomo še enkrat dobro s policijci govoriti, da bo pravi, da smo že odstranjeni. Celo ste izpostavili tam, kjer jih ni. Definitivno je pa jasno povedano, da je odmena ograja se pomagala na ampak upam, da ne tako. Kajti konec koncev policija priznava, da so odmena ograja nekaj pomoč pri usmerjenju, ki ni tako, bi rekel, slaba, kot jo predstavljamo, da države res je mogoče nekaj na tove prioritete, ampak tukaj pa se ljudi. Gozdan Polovček. Hvala za besedo. Pravna zaščita pregrane, zgodba, ki se reče že vrsto let od nas, verjamem, da direkcija ogromno dela zaradi tega avgusta, bo še vedno tudi nas ustajati te pregrane. Hiše so nezaščitene, industrijska cona stagnira, se ne more razvijati, že vrsto let se čaka rešitev. Na zadnje, če se prav spomnijo, v nekje marca postane dopis ni občine na grad Samobor, da se je zaprosilo do njihov člani komisije, da ne se končno sestavijo in da naredijo koncept ali da recimo to zaščito tudi v naravi. Jaz bi dal pobudo občini, da pošlje dopisno direkcijo. Hrvaška stran, urejuje svojo strugo. Pred 2 meseci smo naredili, novo brežino za zaščito za hiše na svoji strani, kot nas smo vse skupaj stoji, naši čakajo soglasje hrvaške strani, ne bo treba malo konkretno zaostriti in poslati konkretno dočiti, da te stvari morajo biti rešene. Ne gre samo za domačine, gre tudi za razvoj kraja in za našo občino. Tako da bi prosil malo konkretno akcijo s temi občine in direkcijo. Hvala. Hvala. Hvala za besedo. Kratka, ker je že pozno. Mladi z nestalnimi zaposlitvami se obračajo na mene za vprašanje, kako lahko občine Brežice uredijo svoj stanovanjski problem. Tržne najemnine letijo v nebo, manjše dvosobno stanovanje brez stroškov znaša v Brežicah tudi 500 evrov mesečno. Torej, kaj lahko občina ponudi, so to nižje najemnine, možnost odkupa stanovanj po ugodnih cenah, čim več, da se bodo imeli dobro pri nas, kako smo danes že slišali. To bi prosil za informacije. Zdaj, kar se tiče najemnin, seveda, občina, koliko stanovanj ima, koliko jih ima, več jih nima. Je pa res, da imajo možnost, da so financirane tržne najemnine, da lahko se vsak, ki ima tržno stanovanje, javič in glede na socialni status, ni sofinancirane tržne najemnine. Tako da vsi tisti, ki imajo tak primer, naj dajo vlogo na občino, seveda skupaj s centrom socialno pogotovo njihovo realno stanje in mi jim že zdaj pomagamo, da so financirane. Igor Zočič. Ja, hvala. Zdaj, kot član sveta staršev Pošte Brežice, dajem eno pobudo, ki se je raznela in ki je bila izpostavljena tudi v
člani sveta staršev, namreč 7 otrok iz področja Privik nima možnosti prevoza v osnovno šolo, tako da tu predlagam občini, da stopi v komentar v osnovno šolo in skuša urediti ta prevoz, tudi neko postajališče. To je namreč problem tega prevoza, zato da se bodo ti otroci lahko nemoteno vozili v osnovno šolo Brežice. To je pobuda. Vprašanje se pa nanaša na aktualno sprejemanje proračuna Republike Slovenije za leto 2025. V pregledu tega dokumenta ugotavljam, da ni predvidenih za leto 2025, za leto 2024, nobenih investicij v naši občini, pa me zanima, če na tem mogoče kakšne druge informacije, da bo vendar do kakšnih investicij prišlo. Namreč v preteklosti smo si kot občina vedno govorili, da je prišlo tudi do kakšne investicije in me zanima, ali bo tu kakšen premik ali pa bomo pač priča temu, da denarja za našo občino vse do konca mandata iz državnih proračunskih sredstev za razne investicije ne bo. Ja, kar se tiče samih prevozov, bomo dali pismeni odgovor, da seveda so oni dali na manj, kot je tudi tisti, bomo šlo na tem. Kar se pa tiče seveda državnega proračuna, pa tudi kažemo, da smo izjemno skromno v tem našem koncu. Zdaj vidimo, da je zelo primerno nekako izgovor poplave, vendar se vidim, da niso se poprave krive in določene stvari, da smo razumeli, da so našem koncu. Izčrpno bomo še videli, kaj se je dalo zgoditi, bomo še govoriti v našem koncu. S tem zaključujem to točko. Pod razno, če želi kdo kako obvestilo, predvsem pa vabljeni na te dogodke občinskih praznikov, ki so še naslednjih 14 dni. Kot smo že povedali, prvi je soboto, naslednjih ponedeljek in vsi naprej. Jaz bi želel pod razno še mogoče. Ja, s tem zaključujem se, kar se tiče pa... Kaj bi eno vprašanje čisto? Na prejšnji seji smo bili imenovani v članski svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin. Pa bom samo eno, čisto tako praktično vprašanje. Kdo je zdaj dolžen, bom rekel, ta svet sklicati, da se dobimo skupno, da si ga, bom rekel, tudi, da si ga procesiramo, pa bom rekel, tudi začnemo in početi, da je to bolj zaradi neke potrebe, da bomo normalni Hvala za to upozorilo, bomo preverili, pa bomo videli, da se moram jaz sklicati, pa bomo bil jaz sklicati, če pa bivši predsednični predsednik, potem bomo. Hvala.